Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim v pravljično, pustno pustolovščino, kjer bomo skupaj odgnali zimo in priklicali pomlad. Namreč današnji pravljični junaki bodo oživeli, združili svoje moči ter končno pregnali dolgočasno in mrzlo zimo. Le kako jim bo to uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa odlične pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Kako je bila pregnana zima. Nekega mrzlega zimskega večera so se v zasneženi gorski vasici otroci kobocali v tople postelje. Zunaj je bila že trda tema, kajti dnevi so bili kratki, noči pa dolge. A čeprav so si otroci želeli, da bi lahko še tekali naokrog, so hkrati nestrpno čakali na pravljična bitja, ki so nanje ves dan potrpežljivo čakala v pravljicah. Na zmaje in na velikane, na palčke in na potujoče žabe, na mogočne kralje in na čarovnice. Mrzla zima, ki se ni hotela posloviti, pravljičnih bitij pri njihovih pustolovščinah ni prav nič motila. Zato pa so si otroci želeli, da bi jih grelo sonce in da bi v deželo prišla pomlad. Zmaj, strašni zmaj! Če si res tako strašen, prosim, preženi zimo, je zmaja prosil lan. Velikan, najmočnejši vseh velikanov, če si res tako močan, prosim, podaljšaj dan, je velikana prosil maj. Palčki, palčki vseznalčki, če res toliko veste, prosim, povejte, kdaj pride pomlad, je palčke prosila Ajda. Regica, regljava žaba svetovljanka, če si res videla toliko sveta, prosim, povej, kje se zadržuje sonce, je Regico prosila Pika. Kralj, najmogočnejši vseh kraljev, če si res tako mogočen, prosim, ukaži, naj dolgo noč zamenja še daljši dan, je kralja prosil Gal. Čarovnica, spretna čarovnica Uršula, če znaš res tako spretno čarati, prosim, pričaraj pojoče ptice, je čarovnico Uršulo prosila Maja. In tako so otroci tega zimskega večera prosili pravljična bitja, naj jim pomagajo pregnati zimo. Potem so se odpravili spat. In ne da bi vedeli, so skupaj z njimi po tople puhaste odeje smuknila tudi pravljična bitja, ki so prisluhnila njihovim željam. Naslednjega jutra pa so se skupaj s soncem prebudili nadvse nenavaden dan. Zmaj! Na ulici je zmaj! Je skozi okno kričal Lan. Prav zares je tamle tudi velikan, se mu je pridružil Maj. Moji palčki, je presenečeno vzklikala Ajda. Živijo, je žabo Regico z balkona pozdravljala Pika. Kralj, je kralju pozdrav mahal Gal. Glejte, tudi čarovnica je prišla, se je veselila Maja. Prav vsa pravljična bitja, o katerih so otroci prejšnjega večera brali ali v njih poslušali, so bila tam. Na ulici je bil pravi direndaj. Otroci so tekali iz svojih hiš, da bi jih pozdravili. To je bilo veselega vriskanja in vzklikanja.
Zmaj je bruhal ogenj in preganjal mraz in sneg. Velikan je z elastiko raztegoval dan. Palčki so vlekli cvetlične vozove in vzklikali, da pomlad že prihaja. Žaba Regica je s svojim regljanjem izza 9 gora zvabila sonce, mogočni kralj pa je z ogromnimi škarjami rezal in krajšal noč. Čarovnica Uršula je pričarala ptice, ki so veselo prepevale. In vse povsod je odmevalo od navdušenja in veselja. Zimi pa tolikšno preganjanje in veseljačenje na njen račun ni bilo prav nič pogodu. Zato ji ni preostalo drugega, kot da vzame pot pod noge in zbeži. Potem šele se je razvnelo slavje. Gospodinje so za pravljična bitja več dni skupaj cvrle majhne in velike krofe. Iz njihove sladke sredine so se cedile marelična, jagodna in borovničeva marmelada. In krofov je bilo toliko, da so se do sitega najedli tudi vsi prebivalci vasi. Danes naj bo pustni dan, je odločil njihov župan. Od dolge zime se bomo poslovili in pomlad v deželo povabili. Zato morate vsi delo nemudoma iz rok izpustiti. Ukazujem torej, da se morate veseliti, je še rekel župan in temu ni nihče oporekal. In natanko tako se je zgodilo. Od tistega dne naprej pravljična bitja vsako leto na pustni dan pomagajo preganjati zimo, prebivalci gorske vasice pa strežejo krofe in skupaj s pravljičnimi bitji uganjajo pustne norčije. Ja. Bravo, otroci, za odlično idejo, ter pa seveda pravljični junaki, ki nam vsako leto znova pomagajo odgnati zimo. Posebna zahvala pa gre seveda tudi mojstrom pustnih dobrot, ki poskrbijo za sladkanje naših brbončic. Res čudovita zgodba o tradiciji, kako z veseljem ter igrivostjo preganjamo zimo ter kličemo pomlad. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete pravljicam za vse letne čase. Od čarobnih zimskih do sončno obarvanih pomladnih zgodb. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, uživajte v pustnih norčijah in poskrbite, da se bo zima poslovila za dolgo časa. Pošiljam vam pustni pozdravček. Čau, čau!